Začenjamo v Hrastniku, kjer je 130 rudarjev stavko opozorilo na svoje pravice. Delo rudarjev je izjemno zahtevno in naporno. Poteka v rovih več 100 metrov pod zemeljskim površjem. Ker pa se zaradi cenejše in kakovostnejše rude, ki je na voljo na svetovnem trgu, pri nas ta dejavnost čedalje manj izplača, je tudi rudarjev vedno manj. V Sloveniji je nekoč obratovalo na desetine rudnikov, zdaj pa le še 2. To sta rudnik v Velenju in rudnik Trbovlje-Hrastnik, pred katerim je bila dopoldne tudi naša Tina. Damir je danes sicer v šoli, a se med poukom večkrat spomni na očeta, ki je skupaj z drugimi rudarji že 2 noči in 3 dni preživel v mrzli in vlažni jami. A razume, da očeta ni doma zato, ker rudarji želijo, da jim podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik zagotovi vse, kar jim pripada. Definitivno se borijo za svoje pravice, da bi obdržali ta poklic, da bi lahko prehranili svoje družine zaradi pokojnin. Damirjev oče bo s svojimi kolegi ostal v jami, dokler vodilni rudnika ne bodo poskrbeli za plačilo vsega, kar jim podjetje dolguje, dokler ne povedo, kdaj bodo rudnik dokončno zaprli in dokler jim ne zagotovijo dela kje drugje ali pa omogočijo upokojitev. Damir očeta podpira, a ga vseeno skrbi zanj. Skrbi me, da se ne bi slučajno zadušil. Ljudje spijo na tleh, lahko se vse poruši na njih, je hladno. Rudnik Trbovlje-Hrastnik je že nekaj časa v težavah, saj je podjetje močno zadolženo. To pomeni, da ima več dolgov, kot pa zasluži. Prav zato nima denarja, da bi izpolnila vse obveznosti. A delavci so prepričani, da morajo dobiti, kar jim pripada, in zato stavkajo. Damir o tem, kako preživljajo dneve v jami, izve predvsem z medijev. Z očetom nimamo nobenega stika, mati gre v rudnik in pove delavcem oziroma tistim, ki so tam, da naj ga pozdravijo. Nesemo večkrat za jesti, za piti. 100 metrov pod tlemi je Damirjev oče skupaj še 130 rudarji. Tudi danes se bodo z vodstvom podjetja pogajali o svojih pravicah in koliko časa bo trajala stavka, si ne upa napovedati še nihče.